No tako, čakamo patra Bogdana. Se že zvoni. Lep pozdrav, živijo. Dober večer, pozdravljen. Lep pozdrav. To je pa nov sprejem zdaj, zdaj pa kar... Zdaj sem pa jaz uledil. Moramo tudi mi vas zdaj presenetiti, ne samo... Pater Bogdan, a gremo skupaj v Cerknico, ali kaj zdaj, ali ne gremo? Ja, ne vem, poglejmo, kakšna je ponudba, ne vem, ponudba je čevapčiči z lepinjo. Kaj je žaganje babe, a kaj je to? Ja, Pustimo. to je že danes. Pustimo. Ja, to zamujamo Ja, kako je pravkar. zdaj tole? Najprej nekaj ponudite, potem pa nič. Kako je zdaj to? Ne, to ste preprav zdaj glih, ne, kar ni spadalo ravno k temu, pa pustimo raj, ne, To piše, ne, to piše. Kako je pri vas, a se vi tudi kaj našemte? No, se vprašam, ne vem. To bi bil menda lahko dan, da bi se enkrat lahko končno snel maske, ne, tiste, ki jih imamo, ne. To pa ste zdaj Snel maske, ne, tiste, tako ki jih nosimo, ne. simbolično povedali, ne? Simbolično, ne. Upam, da bomo vsaj takrat zmožni morda sneti maske, ki jih nosimo. Ampak otroci pa verjetno pridejo, ne, k vam? Ja, pridejo. Pa zakaj? Se bi bilo lepo v končni fazi tudi kakšno lepo pustovanje organizirati, ne? Pa vas je to kaj zrihtan pri vas? Zaenkrat še ne? To bi lahko skupaj kaj naredili Evo, ideja. za drugo leto bi to Ideja za drugo leto. Tlele krasno, ker vidim skozi neki po hiši nekaj tle razgrajo, neke čarovnice, ali kaj, dolgi A ste jih srečali, vi Ja, tudi? nekaj tam, na vratih skoraj so me, ne, tako da, ne? No, pa pustimo se tako. ja, Pater pustimo zdaj Bogdan, čevapčice. vi ste danes prišel k nam, da se mi malo pogovorimo o tretji božji zapovedi. Ja. O tretji božji zapovedi bi se da pogovarjala. Ja. Ja, prve dve smo že spoznala, ne? Poslučuj gospodo danes. Tako je? Sem se dobro Ja. to. In to je Nedelja. nedelja, ne? Kar sem že napovedala, pravilno napovedala. Ampak mene pa zdaj zanima, odkot ta nedelja, ne? Zakaj nedelja, oziroma je tudi že Jezus imel nedeljo kot nedeljo, tako kot jo mi poznamo, ali kako je s tem? Ja, takrat pri Judih je sobota tisto, kar je za nas nedelja. Ne? In on je, to v Svetem pismu preberemo, spoštoval tudi te, bi rekel, praznike in tako naprej. Ne? Vendar se je vztrajno trudil, da ni sobota zaradi človeka. Ne? Mislim, da ne bo sobota tam nekaj gospodovala človeku, ker ti farizeji so bili zelo striktni. Ne? Kot ob sobotah nisi skoraj manj, da smel vola spustiti, da bi šel piti ali raven, to lahko, ne? Drugega pa ničesar nič. In kaj je on zdaj večkrat naredil, seveda, ko so tam vzhodnici, bi rekli, kot v naši morda cerkvi, brali te svete spise in razlagali, tudi on tam sodeloval, predvsem pa je potem tudi kakšnega človeka ozdravil. Ne? Recimo je bil tam človek nekje s posušeno roko, pa je rekel, da stegni roko in tako naprej. Ne? In oni so začeli že pripravljeni, da ga bodo popadli, češ poglej, kaj je zdaj naredil. Ne? Neverjetno bi rekel, mi kakšna oskost. Človeku, ki mu je nekako vrnil ne samo roko, bi rekel, to neko dostojanstvo, da je lahko delal, se je lahko preživljal, bi rekel, v nekem normalnem odnosu z ljudmi, a ne ga spet počlovečil, so bili pripravljeni, da ga bodo pohodili, ker ne spoštuje, bi rekel, sobotnega dneva, ali bi rekli gospodovega dneva in tako naprej. Ne? In večkrat je on nekako to naredil, jih izzival, a ne? Bi rekel tudi v tem smislu, da bi majčken odprl oči, ne? Da vendarle doska črka mori človeka, a ne? In vendarle da je pa človek največja vrednota. Ne? In žal se mi zdi pri teh farizejih pismovkih ni imel uspeha. Celo nasprotno, ne? Se veste, da so ga na vsak način že potem rekli, gledajte, se ne spoštuje niti praznika, se ne spoštuje nič in tako naših običajev, tega je treba čimprej spraviti dejansko stran, da rečemo tako. Ne? Yeah. Se pravi, in to je pol kako preneslo na nedeljo se? Ja, seveda, jasno, to smo že v teh praznikih več čas govorili, jasno, pri nas je potem ta, tako kot je pri muslimanih, potem petek je pri nas v tem zahodnem svetu to nedelja kot tisti dan, seveda dan bi rekel za gospoda najprej, ne? No, ampak tudi za Boga se ve, da je 6 dni delal, ne? Ja, 7 dan je počival. Kaj zdaj to pomeni, da se je utrudil, ali zakaj je mogoče? Kaj zdaj vidva mislite, no? Zdaj, a ste vidva to brala? Odkot ste zdaj to pobrala, To je ne? svetega pisma, ne? Kaj zdaj se je utrudil po vašem mnenju? Ja, po mojem se je, ne? Ja, jaz vem, da se po 6 dnevih dela, ne? Zakaj se je z njim zgodilo? Morda se že včasih po 5 dneh To utrudil, je res, ja. Ja, ali pa po 2, odvisno kaj počneš. Točno. Torej, kaj bi zdaj rekli? Zdaj mogli bi če malo naprej brati, ne? Potem pa je 7. dan in pa Gospod blagoslavljal, ne? Se pravi, on je na nek drug način, bi rekli, počival, ne? Mi za nas je morda počivanje res, da se zleknemo nekje
v kavču, ne, na kavču ali pod kakšno On je pa dobro delan, ne, ali kako? Torej, on je pa rekel, to je pa čas, ko lahko jaz še bi rekel, še kaj dobrega naredim, pač na drugačen način, blagoslavljam in tako naprej. In tukaj tudi smo mi spodbujeni nekako, da tudi ne samo, bi rekel, ne samo ta borba za vsakdani kruha, ne, za vsakdanje delo, za ta vsakdani vrvež, ampak dajmo vendarle tudi neko našo novo dimenzijo odkriti duhovno, ne, in da damo res, bi rekel, tudi priložnost takrat za sebi, svojim bližnjim in seveda tudi Bogu, a ne. Najbolj idealno bi seveda bilo, če je to res lahko morda nedeljska maša, potem pa skupno družinsko kosilo, ne, to je lepa slovenska, bi rekel, tradicija, da so verjetno, a ne, da smo bili le ob nedeljah skupaj kosilo, morda kakšen obisk skupaj, vsaj kakšen sprehod, pogovor, ne. Bi rekel, to so nekatere svete stvari v družini, ki morajo biti. In če se, bi rekel, če začnemo te stvari sekati in stran jemati, potem postanemo hitro lahko tujci, a ne. In ni več verjetno tistih stvari, ki nas dejansko vežejo in ki so nam svete in ki morajo biti, a ne. Danes vidimo, žal niti nedelja, daleč od tega, da bi bila sveta, a ne. Kako pa vi gledate na te stvari? Ok, zdaj gremo pa na to drugo stran, ne? Se pravi, trgovine so odprte. Familije doma, mislim, ne vem, otroci, mame delajo recimo v raznih merkatorjih ali pa, ne vem, raznih večjih centrih, ne, ki so odprti ob nedeljah. Jaz pa v tem primeru moram priznati, da sem zelo besen. Aha. Dejansko besen, ker se mi zdi pa dejansko velik greh, da te uboge mamice še ob nedeljah ne morejo biti svojimi otroci, svojimi družinami. Ne? Res, se mi zdi dejansko, da ne rečem grdo, najmanj kar je grdo. A ne? No in kje je zdaj tukaj ta tretja božja zapoved? Ja, seveda, kje je, ne? Kje je. Mislim, da bilo treba to... Sej, če pogledamo pri nas, sej bi celo nek referendum, enkrat ne, sicer je bilo veliko ljudi tudi proti, ampak večina je le bila, neka majhna večina je le bila za, ampak tudi to niso zakonali. In jaz se res sprašujem, a je res denar in kapital toliko pomemben ratov dejansko, da povozi človeka in družino kot osnovno celico družine. Če pogledamo, se pravi, od ponedeljka do nedelje, se tudi enega prostega dneva ni več, recimo za trgovce v tem primeru. Ga ni. Se pravi, ne moramo reči, da je nedelja nek... Ko sem bil še jaz večkrat, ko sem bil recimo v osnovni šoli, je v soboto ob 12. se trgovina zaprla, ne? In smo lepo vse imeli, kar je bilo potrebno, a ne? In kako je bilo lepo... Ne, pa včasih jaz se spomnim še, ker so mi starši razlagali, v petek, ne, sploh sobota pa nedelja so bile zaprte trgovine. Nisi mogel nikjer nabaviti. Tudi v soboto več ne. No pa dobro, zdaj je res ritem tako nori, da rečemo sobota, ne bi bila sobota, recimo, kaj sem res do 8. odprka, da lahko ljudje umiru, ampak ne bo pa nedelja tisti dan, ki naj bo tako... Dejansko nimaš čas se posvetiti za nič, ne? Ne za sebe, ne za družino, ne za nič. Za sebe ne moš nič narediti, ne? Ker če delaš, vse ni važno, ali je to turnus ali ni to turnus, dejansko ni več časa za samega sebe, za familijo, če imaš. Mislim, da bomo mogli veliko prositi za zdravo pamet ljudi, da bojo videli, da je vendarle človek največja vrednota in da može biti enkrat tako pametni, da nas denar ne bo rešil. Dejansko nas bo še bolj zasužno in vse noter nas bo pohopsal. Realna situacija je pa takšna, da so ob nedeljah največje gužve v trgovinah, ne? Če pogledamo z te strani. Ljudje so pač tako navadali, ne? Torej, nekateri imajo zdaj tam nedeljske maše, če bi se tako malo heco rekla, ne? A ni škoda, da namesto v cerkev grejo... No, pa ni škoda, da tam sedijo v neki kavarni, ne, morda še celo zakajeni, se tam otročki z nekaj preganjajo. Da če že grejo, ne grejo ljudje na sprehod v naravo, ne, in tako naprej. Se mi zdi, a ne? Ampak vseeno Slovenci smo pa ta gospodov dan vseeno poimenovali nedelja, ne? A to lahko tudi na to navežemo, da se res ne sme delati ničesar, ali kako je zdaj s tem? V tem trdem ali pa grobem smislu res ne delati, a ne v tem smislu, da bomo res tam kopali jarke ali šli v službo in tako naprej, razen tiste stvari, ki so nujne in potrebne. Drugače pa, torej človek ne bi delal tisto, kar je zares za njegovo dušo, za tisto drugo dimenzijo, a ne? A smo rekli, da je to malo branja, pogovor, res tisto, kar dejansko ni več časa med tednom, a ne? Dejansko tak študij, oseben študij, bi rekel, nek duhoven, poglobljen in tako naprej, a ne? Jaz bi rad ob tem povedal eno kratko zgodbo glede nedelje, ne? Glede gospodovega dneva. Sicer bil je en možakar v Nemčiji, sem se pozabil, katero mesto je bilo, ki je bil zelo bogat. In si lahko predstavljate potem, ko je umrl, ker tistih čisto bližnjih sorodnikov ni bilo, ker so pa čakali, kdo bo zdaj vse, seveda si predstavljate, kdo bo to vse podedoval. Podedoval, ne, se podedoval. In da gospod je naredil 2 poroki in je rekel, v prvi poroki napisal, prosim, da ne pokopljate ob 4 zjutraj, tega pa tega dneva, ne. In takrat se je menda zbral na tem pogrebu 5 ljudi.
In drugo poroko so podprli po pogrebu in rekel, dajte ta denar razdeliti med vsem tistim, ki bodo enakomerno na pogrebu. Kaj hočem reči? Ne? Govorim glede nedelja, ne? Ker vendar nedelja kot Gospodov dan, kot priložnost za sveto mašo, ne? Ko Gospod vedno znova, bi rekel, se nam daje v kruhu in vinu, ne? In dejansko je to tudi ena veliko podedovanost, ki smo jo mi dobili, ampak se morda ne zavedamo. Ne? In gotovo, da včasih, zdaj smo mi ljudje ratali tako, da rečemo, maša je dolgočasna, ne? Potem še morda pridga dolgočasna, ni tretje, ni vse mogoče izgovore najdemo, pa vendar se moramo le zavedati, da je vera tudi nek oseben odnos do Boga, ne? Nek oseben odnos in da moramo iz tega izvirati, ne? In da tudi morda mi nismo zmeraj najbolj privlačni in tako naprej v tem smislu, ampak to ni vse za nek marketing, da bi se moglo vsemu prilagajati. Cerkev se gotovo lahko tudi do neke mere prilagaja in tako naprej, ampak neko bistvo ali tako naprej še zmeraj isto. Ne? Tako da jaz mislim, da bomo lahko skupnimi močmi, če bomo res skupaj, bi rekel, kot nedelja, kot Gospodov dan, kot nedelja, ko se tudi srečamo drug z drugim, se to je vendar tudi priložnost pri nas v Šiški. Ljudje tudi z veseljem po maši se ustavijo družine, malo poklepetajo in tako naprej. Ne? Se pravi, je to priložnost tako, res priložnost najprej za Gospoda, ne? Potem priložnost za te medčloveške odnose, da se srečamo, da kakšno rečemo, da vidimo, kaj se vse dogaja, morda tudi kakšen plan skupaj naredimo, ne? Morda kam bomo tudi v nedeljo popoldne šli in tako naprej. In potem pa da tukaj gremo naprej, domov, skupno kosilo. Jaz mislim, da to mora biti, da to bi mogla ostati svetinja, ker to je edino še kar, ne, kupaj skupnih kosila. Ja, med tednom bolj malo je. A ni lepo, da smo skupaj, da se skupaj še malo pojete, se skupaj lahko kaj pogovorimo, poklepetamo, da sploh vidimo, kaj se s kom sploh še dogaja, ne? Ker če ne postanemo res lahko, smo nekaj že eni navadni res tujci. In bomo skupaj samo, bi rekel, živeli, ne, kot neki, ko se reče, v kakšni skupnosti, ne, v kakšnem samskem domu, kako se to reče. En mimo drugega. En mimo drugega, žal. Ja. Dobro. To je bilo zdaj, kar se tiče nedelje oziroma tretje božje zapovedi. Kaj nas čaka potem prihodnji teden, že četrta? Prihodnji teden, upam, da tudi kaj drugega morda v postnem času, ker je začetek postnega časa, posebnega obdobja v cerkvenem letu. Jaz mislim, da bi bilo to primerno za naslednji teden. Primerno, ne? Okay, da tudi počijemo, potem pa vidva spet s četrto. Ja, družina, ja. Tako vidva zelo to vesna, potem pa ponavljanje, se veste, ne? Ja. Se bo ta pripravljena, stalno pripravljena, še prosim, ne? Sigurno, v nizkem štartu. Bog da najlepša hvala. Pojete še kakšen krov za Bojano in mene, prav? A res, dobro, prav. Hvala. Lepo zdrav. Bomo vas pospremili, adijo. Hvala, lep pozdrav želim. Pozdravljeni, živijo.